Tle sem mogel priti dol, ni čisto tako enostavno. No, je pa lepa tale plaža, to pa moramo priznati. Sicer kopati se nimam namen tukaj, to ali pa tudi. Tudi če nikamor ne pridem, ne. Evo, bo pa za zdravje malo gibanja. Samo da vam pokažem, kako izgledajo te stopnice, še ko greš dol, da vidite, koliko je bilo strmo. Dobro jutro. V včerajšnjem videu sem rekel, da ko sem zbudil, če bo 50% boljš, da bom ful vesel. In mislim, da je. Tako da že celo majčkeno lačen, ratujem, tako da mi bo že nekaj jest pasalo, tako da bo boljš. No, zdajle se pa odpravljam na izlet, z motorčkom grem okoli, par zelo zanimivih krajev pogledati, tako da gledajte naprej, mislim, da bo zelo zanimivo. Zdajle sem na poti do enega slapa, mislim, da lepega, na sliki je bil zelo lep. Sem pa tukaj videl en tak, bom rekel, prijeten lokalček, pa sem rekel, se ustavim, pa nekaj pojem po dolgem času in sem si naročil tole. Tole so sirove kroglice. Ravno nekaj tacga rabim. Naročil sem si tudi črni čaj, ampak so ga tako sladkali, da je za nič. Tako da tole pojem, pa naprej do slapa. Veste, da je tole kar dober. Še malo zelenjave je, kot nekega zelja, pa korenčka, tako da prav, pa boljš mi ne bi moglo pasati na tale moj želodec, kakor tole. Zdaj sem prišel do tega slapa, po telih stopnicah se gre gor. Jaz sem sicer tale kažipot spregledal, sem bolj gledal navigacijo in zašel gor malo višji z motorjem. No in sem tudi do te rekce prišel in je situacija taka, da je zelo malo vode, tako da se bojim, da bo ta slap bolj bogi. Drugače pa pot prijetna, po senci lepo urejeno. Aha, glejte, smo že pri slapu, tako kot sem pričakoval. Ne bo revolucije, zato ker je premalo vode, ne. Evo, drugače po slikah, ne, ker to vse tamle čez tiste skale teče, je to videti ful dober. Ampak zdaj pa pač ni. Žal zmeram. Vse, kar greš pogledat, tudi ne zadaneš, tako da nekaj imaš srečo, pa je super, nekaj nimaš, pa se poklop. Sem pa videl tamle še neke štenge naprej, mogoče pa še gor kaj bolj zanimivega. Definitivno je včasih tukaj zelo veliko vode, ker glejte, tle jim je pot odneslo. Tako da to je sigurno voda naredila, ni moglo kaj drugega. Ampak zdaj smo glih v sušnem obdobju, kar je tudi seveda boljš na Tajsko je v sušnem obdobju. Saj predvidevam, kakor v deževnem, pačeš skozi dež. Tako da ja, zato je pa vode bolj malo, ne, lejte. Takale žalost. No, sej tako slabo pa ni, lejte. Tole je kar lepo in zanimivo, pa nisem še do gor prišel. So se sem nekje stopnice vcepile, pa sem šel pogledat tole, zdaj grem pa še naprej gor. Zdaj se pa stopnice končajo, čeprav veste, jih je bilo kar ogromno. Sem se kar nahodil, kaj bom rekel, ne, slabih 10 minut. Zdaj je pa še takale džungelska pot, pa da vidimo, kam pridemo. Je kar precej uhojena,
Tako da nekam tole sigurno vod. No, poglejte, tlele, ne, ko je to ful vode, to mora biti tole fenomenalno. Zdaj tle se pot zelo zoža, skoraj izgubi, ampak ker smo ravno tukaj, seveda se veste, da jaz ne obrnem ravno hmal, tako da grem jaz še kar naprej. Pa da vidimo, kam pridemo. Tudi če nikamor ne pridem, ne. Evo, bo pa za zdravje malo gibanja. Aha, lejte, tole tlele so pa banane, vidim, da rastejo. Če ne poznate bananinga drevesa, lejte, so to tale drevesa s telem velikim listim. Lejte to! Lejte to! Nisem mislil, da bom na to naletel. Lejte, tole je pa po mojem kavčuk. Morda za kaj drugega, ampak kavčuk so na tak način dobivali. Sicer bolj v Amazoniji, da vidimo, kaj je to. Lejte, to so na tla vrgli. Ja, ka guma. Lejte, čist guma. Zanimivo. To sem na televiziji že videl. Tukaj to uživo pa prvič v življenju. Čakajte, samo bolj slabo tole teče dole. Bolj slabo. Ja, ampak je tu neka fora. No, zdaj tle bom obrnil, ker ta pot definitivno je šla do tegale. Voda gre na uno stran, pot gre kaj naprej. Tako da tlele sem zaključil. Tako da gremo nazaj dol. Zdaj pa na eno plažo, ki pojma nimam, ali bo lepa, ali ne bo lepa. Lepa bo. Sem se bojim, da bo ful gužve. Ampak zato sem pol izbral pa še ne 3 druge plaže, ki pa ne bi smelo biti nič gužve. Tako da danes imam še kar dolg dan, se moram kar poahtati, bi rekel. Samo da vam pokažem, kako izgledajo te stopnice, še ko greš dol, da vidite, koliko je bilo strmo. Ampak gledajte, zelo prijetno, lepo, po gozdu, take orenk drevesa, kar res tudi sonček nič ne posije in je ful fino, lepo po senci takole hoditi. Prav užitek, res. Zdaj sem prišel v mesto Patong. Tukaj je znamenita plaža. Glejte jo, se bomo tudi sprehodili. Lepo nikaj, upam, da je voda čista. Tle so stojnice, tle si bom en smuti prvoščil. Glejte, celo kebab imajo. Ni da ni. Je pa ugotavljam zadnje, čajte, da je veliko Rusov. Evo, tle glih en na svojega otroka. Znoru, Rus, mislim reči. Tako da sam ruščino šližeš in tudi napise imaš v ruščini, v čirilici. Tle sem glih pri enih stojnicah parkiral, lejte, tamle je moj rdeč motorček. Pejmo zdaj pa še na plažo pogledat. Sicer kopati se nimam namen tukaj, to ali pa tudi. Mislil sem se imam pol namen pogledati še ne 2 plaže, kjer ne bi bila veliko manjša gužva, ker so kar nekje malo Bogu iza nogu in bi se raj tam kopal. Veste, pri takih zadevah, ne, ejte tamle, če malo vidite odzate na stolpenca, pa še cel kup jih je, ne, kanalizacija, ne vem kaj tamle gre, ne. Ne vem, če imajo tu čistilne naprave. Lejte, tam na morju je ena ful huda križarka. Lejte, jaz imam pa pol namenjati, lejte, kele na un lepo otok, pa na drug stran. Na tej in na drugi stran plaže so, pa mogoče bo tam boljš, no. Drugače pa, lejte, takole izgleda. Luštno, mivka, nimaš kaj. Lejte, fino, lepo, prijetno pihla. Super.
Tukaj sem si pa naročil kokosov sladoled, me prav zanima, kakšen bo, sem ljubitelj sladoleda. Tegale srednjega sem vzel, bomo videli, kva bo. Mogoče je tu bolj domača zadeva. Bomo videli, evo, tlele ga ven vzame. Da vidimo. Evo ga, že imajo zame. No, tale sladoled je zelo, zelo dober. Pač zmrzljeno kokosovo mleko bi rekel, pač spremenjeno v sladoled. Mogoče majčkeno sladkorja dodano, mogoče tudi ne. V glavnem, fejst je dober. Tle sem pa zdaj še en bananin smuti prvoščil. Drugega si ne upam, da me ne bo spet pognalo. Banana edin tak. Cena €60, no. Je pa me zanima, kakšen bo, verjetno bo kar dober. Glejte, brezobrazni ljudje, ki so me zaparkirali. Čisto zaparkirali. Saj veste, kaj bom rekel, pa ne bom rekel, kaj bo grdo izgledalo. Zdaj sem prišel do te plaže, do katere sem ta prve hotel iti. Glejte, ni slaba, ni pa tudi tako super. Tako da glede na to, da imam na spisku kar še par plaž, par stvari za pogledati, kar mi itak vse ne bo danes verjetno uspelo, bom je šel kar naprej, pa mogoče najdem kaj bistveno boljšega. Zdaj se gremo spet malo pohodništva. Tle bi mogla biti ena lepa plaža. Dol, glede na to, da se sam peš lahko pride, verjetno tudi ni gužve, tako da tu sem se odločil na tole iti in če je lepa plaža, če ni gužve, si bom pa majčkeno vzel cajta dol za poležati pa za fino imeti. Prispel sem na tole plažo. Zadeva je čisto drugačna, kakor sem pričakoval. Kaj sem pričakoval? Pričakoval sem, da žive duše tle ne bo, ker se treba 10 minut hoditi po taki poti, ki se malo kdo sprav. Morda sem 3 ljudi srečal. No, ampak, glejte, pride pa sem ljudje z čovni, na to pa nisem pomislil. Ampak vsem bo čisto ok, glejte, tamle ni nobenih čovnov na on stran, tako da se grem jaz kele zrihtati, malo kopati, oziroma mogoče grem jaz prej še na en kokos, da ne bom dehidriral, pa se grem pa kopati. Zdaj sem prišel pa do ene odlične ideje. Glejte, tamle grem od zadaj na une kamne, pa bom me pomočil svojo plasco, pa ne zdaj zato, da bi se ljudi bal, pa ne bi hotel med ljudmi biti. Pa problem je, ker nimam nobenega, da moje stvari pas, ne. Moram čisto vse pustiti. Od denarja do pasoša, vse. Sicer denarja nimam več veliko, 100 € ga še imam.